Spoštovani dobri ljudje, lepo pozdravljeni. S profesorjem doktorjem Ivanom Pojavnikom, upokojenim profesorjem, se pogovarjamo o drugem Vatikanskem koncilu in o novih binkoštih, kako je drugi Vatikanski koncil sam vrh razvoja misli koncilov in smernic koncilov. In sedaj smo pri Piju XII., torej, ki je bil v času druge svetovne vojne, in o njegovih pogledih na takratni razvijajoči materializem in znanstveni napredek v luči logike in pa teologije. Spoštovani gospod profesor, lepo pozdravljeni. Prisrčno pozdravljeni tudi vi in vsi gledalci in poslušalci. Nadaljujemo z obravnavo materializma, materialistične civilizacije, znanstvene in tehnične civilizacije, s katero se je najbolj soočil med vsemi papeži 20. stoletja, prav papež Pij XII., ki je veliko študiral naravoslovje in tudi druge stvari in je to obravnaval v svojih govorih znanstvenikom in drugim ljudem. Hvala Jezus in Marija. Na vekomaj, amen. Znanost kot nekakšno neodvisno dogajanje v človeštvu in potem vse bolj brezbožni pogled na svet in potem, ker ni Boga, materializem, se je razširil na vsa področja človeškega življenja in ni se več poučevala toliko tudi teologija, povezavi z Bogom, ampak zgolj ti pristopi brez Boga, tudi v šolstvu. Kako je Pij XII. Videl ta problem šolstva, ki ni več omenjal Boga? Da, tukaj imamo, torej, da se je na podlagi materializma razvila materialistična univerza. Torej, ta univerza temelji na metafizičnem temelju, torej materializma, ki je, kot smo videli, praznovirje. Torej, imamo sedaj materializem tudi na univerzitetni ravni. Imamo praznovirje na univerzitetni ravni. Kako se skriva to praznovirje? To praznovirje se skriva za številnimi znanostmi, izkustvenimi znanostmi, torej in racionalističnimi znanostmi, ki pa torej te izkustvene znanosti in druge znanosti, ki so infinitezimalno majhne, to se pravi neskončno majhne, povečujejo njih pomen v neskončnost, tako da ne potem obravnavajo nič višjega. In se pravi, ljudje študirajo na teh univerzah in se seveda navzamejo torej tega materialističnega nazora. Seveda, ker materializem vlada tudi na materialističnih univerzah, potem je to prešlo tudi na nižje šolstvo. Torej, če gledamo tudi srednje in osnovne šole, ostajajo v obzorju materializma, torej ne presegajo tega materialističnega pogleda na svet, ne presegajo vidnega vesolja. In tako, recimo v 8-letki, 8 let ali 9 let, sedaj 9-letka, poučujejo vse predmete v tem materialističnem obzorju. In potem otroci, krščanski otroci, ki obiskujejo te šole, seveda razumljivo se navzamejo tega materialističnega duha. Tako opazimo, da po birmah nobeden ne ostane. To se pravi, ali redko kakšen ostane od teh otrok, ki pristopijo v Birmi. To se pravi, sveta Birma je postala zgolj človeški običaj. Običaj zato, ker že starši so hodili v te materialistične šole. Po drugi svetovni vojni se je še poznalo, da prejšnje generacije so bile, torej, da so imele tudi višjo duhovno izobrazbo. Sedaj pa po drugi svetovni vojni, ko je tudi v Sloveniji zavladal materializem,
Torej potem starši so že šli skozi te materialistične šole in zdaj druga generacija. Starši ne nudijo več tem virske opore, dovolj močne virske opore, tem otrokom, ki obiskujo veru. Zato opazimo to žalostno dejstvo, da večina ali skoraj večina otrok po birme odpada in je razočaranje, torej razočaranje duhovnikov in katehetov, ki so se toliko let trudili, vendar pa za manj. Torej, glede otrok, ki odpadajo, to je zaenkrat na vasi in zdaj tam hodi, ne vem, 70–80% otrok še vedno k verouku ali pa mogoče celo do birme. V mestih pa niti do birme ne pridejo, gospod profesor. Tako da v mestih pa imamo porazno stanje tudi verouka, dejansko praktično ni otrok pri verouku, sploh ne šolskem. Bi se pa spomnil na to, da je recimo tudi pri nas fakulteta, naše fakultete, na primer psihologija, je samo na materialistični bazi. Psihologija, in je čist druga smer, kot je recimo druga psihologija zaenkrat še v drugih državah, ki ni na materialističnem osnovi filozofski. Tako da se vidi ta razlika v pristopu, končnem pristopu same stvarnosti, recimo, če se Bog upošteva ali pa ne. Ta materializem pa se prehaja tudi na druga področja človekovega življenja. Se pravi, radi bi čim več imeli, potem bi želeli, gledamo samo filme, takšne materialistične oziroma brezbožne. Boga praktično ni več v medijih. Zato je naš medij toliko bolj pomemben. Kako gledate na to, da so mediji, se pravi, večinski mediji, ki najbolj vplivajo na ljudi, so tudi materialistični? Da, to je treba priznati, torej, da to materialistično civilizacijo najbolj širijo javna občila po vsem svetu. Tukaj imamo ustvarjanje javnega mnenja, kajti te mediji oblikujejo javno mnenje in neprestano torej podajajo vse stvari v tem materialističnem obzorju. Tako da imamo celo armado materialističnih prerokov po vsem svetu. Še nobena civilizacija na svetu ni imela tako močne armade, torej prerokov, kakor jih ima ta materialistična civilizacija, ki poleg tega uporablja najnovejša sredstva obveščanja, ki jih včasih ni bilo. Torej, in vse to seveda, ker noč in dan širijo to materialistično civilizacijo, to vpliva potem na življenje narodov. In poglejte, kakšna ofenziva teh materialističnih medijev, kaj se je zgodilo s pričo te ofenzive, recimo s krščanskimi narodi v Evropi. Koliko ljudi torej je izgubilo vero, ker niso bili sposobni preseči te materialistične civilizacije. Torej je nekaj pozitivnega, gotovo. Tudi v šolstvu je vedno še neki naravni križ in nekaj pozitivnega, ampak prevladuje pa negativni križ, to se pravi proti Božja razsežnost in proti človeška razsežnost. To se pravi, prevladuje praznovirje in potem širjenje proti dekaloga in 7 glavnih zlodejnosti. In potem to, kar je rekel Pij XII, da obstaja industrija greha. Torej, ta industrija greha je zelo razvita, ker ti mediji, torej materialistični mediji, ki pospešujejo tudi uživaštvo, ne samo neke človeške vrednote, ampak prevladuje torej ta negativni križ. Potem seveda tukaj je ta velika ofenziva preko televizije, torej drugih sredstev materialistične vede, ta velika ofenziva, na katero večina kristjanov ni bila pripravljena, čeprav ima drugi Vatikanski koncil celo en odlok o medijih. Vendar pa torej se je širila in se je razširila
torej ta materialistična civilizacija in potem totalitarne ideologije, so postavile medije, vse medije, so postavile v službo torej materialističnih ideologij. Torej posledice so izguba čuta za Boga in potem izguba čuta za vest, za moralno vest, izguba čuta za človeka. Človek je samo najvišje razvita žival. Glede medijev je tudi ta moment, recimo, če gledamo na svetovni ravni, so gospodari sveta, ki imajo praktično ves denar, kapital. In kapital ti pa omogoča, da ti diktiraš na nek način tudi program. Če ti imaš medije, potem imaš moč tudi, da vsiljuješ svoj pogled oziroma svoj način, kaj želiš doseči pri ljudeh in jih obveščati o tem, kar je pravzaprav temu kapitalu v prid. In vemo, da so mediji, tudi kot vse druge stvari v svetu, so praktično v rokah kapitala, ki pa ima neki svoj načrt, agendo za ostalo človeštvo. In vidimo, kaj mediji delajo, da so imeli včasih v Sovjetski zvezi samo, ne vem, 1, 2, 3 postaje, druge nisi smel poznati, in kdor ima medije, tisti ustvarja tudi sedaj pri nas, ko so bile te volitve. Vidimo, da so glavni mediji samo propagirali eno stran, drugi pravzaprav niso bili karkoli vredni, ampak pravzaprav so bili samo negativno okarakterizirani. In mediji imajo veliko moč. Torej, lastniki medijev, gospodarji, lahko rečemo finančni, delajo mnenje javno samo iz medijev, ki so veliko večinsko njihovi. Tukaj bi omenil to, torej, kar ste vi rekel, da ta kult zlatega telesa, to je ogromno razširjeno, in ta kult zlatega telesa gotovo je tudi v Sloveniji. Ta kult zlatega telesa je porastel v Sloveniji med to boleznijo COVID. Torej, nekateri so mislili, da bodo s kultom zlatega telesa prodrli, ampak Bog ne podpira kulta zlatega telesa. Ampak še večji dejavnik je ta, ki je v materialistični civilizaciji, in sicer, ki ga je omenjal Pij XII, ki ga skoraj nihče ne pozna. In to je demon organizacije. Obstaja demon organizacije. Torej, demon organizacije, in ta demon organizacije je po drugem Vatikanskem koncilu zelo napadel. Torej, cerkev, ki bi morala uresničevati koncil kot nove binkošti, se pravi, vztrajati v molitvi, torej prositi za izlivanje Svetega Duha, in tukaj, kot je rekel Pij XII, o posvetitvi cerkve in človeštva Marijinemu brezmadežnemu srcu, da je Marija zmagovalka v vseh velikih bitkah za Boga, bi morali vztrajati v tej odločilni molitvi z ženo odeto soncem, da bi si sprošali stalno Svetega Duha, da bi tako lahko uresničevali drugi Vatikanski koncil, in torej cerkev kot nadaljevanje binkošnega čudeža. Poglejte napad demona organizacije, ko smo začeli polagati vedno bolj nase težišče, se pravi na naše delovanje, na naše organizacije, na naše načrte, in smo začeli zrivati Svetega Duha, in potem tako velik poraz katoliške cerkve, kakor je po drugem Vatikanskem koncilu, ga še ni bilo v zgodovini, prav zaradi tega, ker je prodrl ta demon organizacije, ki je potisnil molitev, ki bi morala biti prva fronta, in bi generali in častniki morali vzpostaviti to prvo fronto, močno prvo fronto. Poglejte, kje boste vi to našel. Oziroma, ta prva fronta je zelo oslabela. Zato tako veliki porazi, torej bodi si v vesoljni cerkvi, bodi si tudi v cerkvi na Slovenskem. To je glavni vzrok, ta demon organizacije. Če sem vas prav razumel, demon organizacije v cerkvi, ne? Ker je cerkev na njega, na to organizacijo je vse skupaj stavila, namesto na molitev, če sem vas prav razumel. Da, namesto na Svetega Duha, ki je, kot uči drugi Vatikanski koncil, duša cerkve, in ta cerkev je nadaljevanje binkošnega čudeža, se stopa Sveti Duh, ampak za to sestopanje Svetega Duha je treba moliti, je treba prositi.
In zlasti je treba moliti z Marijo, torej, ki je nevesta Svetega Duha, ker predvsem ona, kot je rekel Pij XII, predvsem ona je izprosila izlitje Svetega Duha na prvo cerkev oziroma na tiste apostole v Jeruzalemu, ki so molili 9 dni skupaj z njo. In to vlogo Marija vedno ohranja, čeprav je v nebesih. Sveti Duh se razliva po njenem brezmadežnem srcu oziroma v njenem brezmadežnem srcu, v čudežu Svetega Duha, sestopa Svetega Duha, cerkev oblači Kristusa in je nadaljevanje Kristusa v zgodovini. Cerkev ni neka človeška organizacija, je čudež, je nadaljevanje Kristusa po Svetem Duhu, torej v zgodovini človeštva. Ne? In to je hotel Janez 23 in potem Pavel VI in Janez Pavel II, ki so poudarjali to, ker tukaj moramo narediti preobrat, ker gre drugo tisočletje upadala ta binkoštna razsežnost cerkve. In drugi Vatikanski koncil je to preobrnil, ne? Je zopet poudaril to binkoštno razsežnost, da je cerkev čudež, da je potrebno stalno izlivanje Svetega Duha, da moramo veliko moliti in vztrajno moliti, da dosežemo to, kakor so to delali kristjani v prvih stoletjih. Razumete, tukaj ta demon organizacije je napadel to razsežnost in pogledajte, kakšne posledice so. Rad bi pa povedal še eno razočaranje. Torej vidimo, da smo premagani na medijskem področju. In mediji so vsi zunaj cerkve. Cerkev sama, recimo katoliška, ki je tako velika, nima niti svoje televizije, katoliške, za ves svet. Vatikan ima tiste prenose papeža, ampak to ni nič, to je premalo. In bi morali narediti eno svojo, vsaj svetovno televizijo, kot je recimo približno kot Radio Vatikan, ampak ta je iz 200 let nazaj. Tako da to je razočaranje. Vidimo, da drugi bratje v veri na nek način ali v izpodovanju vere v Jezusa Kristusa, protestantje, imajo bolj razvito to medijsko področje kot mi. In delajo veliko več filmov, dobrih filmov. Nekatere mi dobimo zastonj. Pri nas pa, v naši cerkvi pa je vse tako drago in filmska produkcija, ki bi morala biti velika, televizije ni, tako da je to popolni porast tudi na medijskem, sploh pa zdaj na veliko televizijskem področju. In to je katastrofa. Da, tukaj imate prav, ampak seveda najmočnejša komunikacija je molitev. Če bi bilo dovolj molitve, potem bi uspeli vzpostaviti to, kar vi pravite. Ker pa ni bilo dovolj molitve, nimamo moči, da bi se sploh organizirali, ker je potrebna moč in luč Svetega Duha. Brez luči Svetega Duha, brez moči Svetega Duha je popoln poraz, ker cerkev ni neka naravna človeška ustanova, neka človeška organizacija. To cerkev ni. In Bog hoče dokazati, torej tistim, ki mislijo, da je cerkev človeška ustanova, da bo mogoče z organizacijo doseči ne vem kaj. Bog pa nas ravno prepričuje, da to ni tako. Ne? Materializem torej je gledanje v materijo ali v nič na nek način in pokvari človeka. Ker vsak film tudi ima tisto končno oznanilno misel, kako naj živiš, kaj je pomembno, kaj ni pomembno. In vse to vpliva na nas. In to potem svet, ki ni več toliko Božji milosti, se potem normalno izgubi in pokvari se človek. Kako vi to razlagate? Da, torej ta papež Pij XII je rekel, da materializem pokvari človeka pri njegovih koreninah in zaduši njegovo osebno in duhovno življenje. Ne? Ker seveda skrči človeka na najvišje razvito žival, nimamo duha, nimamo več neumrljive duše, imamo samo primat biološkega življenja, ki je lastno tudi živalim, saj tudi živali imajo biološko življenje. Biološko in psihološko življenje. Ne?
In zdaj tukaj imamo materialistične filozofe, iz katerih se je potem razvil materializem, in sicer bi omenil, da materialistični filozofi v 18. stoletju so bili Lametrik, je napisal znano delo Človek stroj, potem Helvetius, Diderot, Holba. To so bili znani, torej materialistični filozofi 18. stoletja. Torej, in ti spadajo k filozofiji novega veka, ki je racionalistična, je bila racionalistična, njen oče Descartes je bil racionalist, in potem vsi nadaljni filozofi do današnjega dne so racionalisti. To se pravi, da gojijo kult Boga razuma. Torej, ta kult Boga razuma je po svojem bistvu praznovirje. Torej, praznovirje, in torej tudi ta filozofija je prispevala, ta je bila prvi stadij pravzaprav, iz katerega se potem razvil materializem, ker je že zašla v praznovirje, ne? Torej, da človeški razum more razložiti vse. In je v nekem smislu sofistika, to se pravi lažna modrost. In tukaj ta veliki grški filozof Platon je rekel, da sofistika je znanost o nebitju. Sofistika je znanost o niču. Ne? Torej, morali bi brati to delo Platona, ki je šlo tudi v slovenskem prevodu, Sofist, torej ta dialog sofist, ker danes pravzaprav ni več poznano, kaj je to sofistika. Ne? Torej, sofistika je znanost o nebitju, se pravi človeški duh, ki nasprotuje Bogu, se v eschatološki razsežnosti usmeri polu niča in se polu niča podredi. To se pravi, da biva in misli v koordinatnem sistemu niča, prevladuje koordinatni sistem niča. Torej, zato uničuje pravo filozofsko, kulturno in potem tudi religijsko vedenje, ne? Ker se giblje v orbitah proti polu niča. Ne? Torej, zdaj sofistika je, kakor bi rekel ta apostol Jakob, goji pozemeljsko, psihično ali živalsko in demonsko modrost. Ne? Torej, tudi demonsko modrost, ker se giblje v orbiti polarne zvezde iz pekla. To se pravi Leviatana, ki je največji sofist, ali kakor ga je imenoval sveti Gregor Nacijanski v 4. stoletju, on je sofist hudobije. Torej, neprekosljiv učitelj sofistike, nobeden ga ne more premagati, samo Božje razodetje. Torej, Kristus ga je premagal, vendar sofistika še naprej obstaja, in sicer na filozofskem področju, in cerkveni očetje pravijo, da sofistika obstaja tudi v teologiji. V evangeliju vidimo, da je večina tedanjih teologov podlegla sofistiki, se pravi lažni modrosti, in je zato zavrgla Kristusa. In potem v zgodovini cerkve se sofistika nadaljuje, ker jo širijo herezije in zablode. Ne? To se stalno dogaja. Torej, sofistika, ta učitelj sofistike, Leviatan, ki je neprekosljiv učitelj sofistike, je stalno na delu. Torej, vi ste preskočili zdaj na duhovno področje, Leviatan kot recimo posebno zlo, ki vodi to dogajanje v svetu, in to sofistiko, ki bi naj ne bila Sofija, sploh pa ne Hagija Sofija, se pravi Božja modrost, ampak neka sofistika. Ampak vseeno imam jaz to eno vprašanje, en logičen neke vrste ugovor. Mi govorimo, da nas razum pripelje do priznanja Boga, nas pelje k Bogu. Ne? In zdaj, to je razum, racio. Recimo zdaj, če ta racionalizem, recimo, da bi, če bi strogo upošteval spoznanja, kako pravi Sveto pismo, iz lepote in ureditve stvari se spozna njih stvarnik. Torej, bi pripeljalo to racionalno razmišljanje vsaj do nekega občudovanja oziroma do Boga. Kako to, da se je ta
racionalno razmišljanje, ki ga recimo zdaj imenujemo racionalizem, kako to, da se je sprevrgel? Kajti, če bi sledil razumu, bi prišel do Boga. Da, ta problem obravnava papež Janez Pavel II. V tej encikliki, torej Vera in razum leta 1998. Torej govori o naravnem spoznanju, ki je tudi v Svetem pismu, da lahko človek v knjigi modrosti, potem v pismu Rimljanom, torej je rečeno, da lahko človek s svojim spoznanjem, ki preseže ta vidni svet, to se pravi, sega v metafizično sfero, pride lahko do spoznanja obstoja Boga, torej nekaterih njegovih pridevkov. To je tudi v Svetem pismu, ampak poglejte, apostol Pavel, ki navaja torej v pismu Rimljanom 1. poglavje, da ljudje so lahko spoznali Boga, obstoj Boga, vendar so se v svojih mislih poneumili, ker so namesto Boga častili malike, torej zašli v strasti in so zavrgli pravo spoznanje Boga in potem posledica, ker niso Boga slavili, kakor bi ga morali slaviti, pravi posledica tega je potem našteva cel katalog zablod in grehov, torej malikovanja, kaj vse so ljudje zašli, to je 1. poglavje, treba brati. To je spirala človeštva, ki se spušča navzdol proti polu niča, ki uničuje torej pravo spoznanje. Ne? Torej to je že v Svetem pismu, ampak tale papež Janez Pavel II. Pravi, da zaradi tega je tudi razum v verigah in tudi razum potrebuje Kristusovo odrešenje. To se pravi, človeška oseba svojim razumom in svojo voljo ne more iziti sama iz zablod in premagati gravitacije sebičnosti, je padlo človeštvo v Adamu, zato potrebuje odrešenje, tudi razum potrebuje odrešenje. Ne? Torej tukaj apostol Pavel pravi, je oznanjal filozofom, ki so zašli, oznanjal Kristusa križanega. Je postavil človeški razum pred odločilni izziv, ker razum sam se ne more odrešiti, ne more iziti ali pretrgati verig zablod. Zato je potrebno odrešenje. Ampak ravno to odrešenje, Kristusovo razodetje in Cerkev so filozofi novega veka zavrgli, zato so zašli v tako strašne zablode, še bolj kakor filozofi starega veka. Torej, kaj je to pravzaprav materializem? Materializem kot, mi smo imeli včasih znanstveni materializem, so nas šoli učili. Da je zdaj to dialektični znanstveni materializem, je komunistična partija, je bil glavni pogled na vse skupaj in pa potem seveda komunizem, kjer bomo čisto malo delali in samo uživali. Nekaj podobnega se zdaj z velikim resetom obljublja človeštvu. In vidimo ta materialistični pogled na svet in ta sofistika, kot ste vi temu dejal, sofistična filozofija, kam je pripeljala recimo te narode, ki so bili v komunizmu, v gulage, v 90 milijonov pobitih ljudi pod Stalinom, v lakoto v Ukrajini in potem najbolj diktatorske države, ki so bile zdaj komunistične. In pa potem lahko rečemo zdaj najbolj smešno karikaturo in končni proizvod komunizma, ki je sedaj v Severni Koreji. Pravi, resnično se je pokazala ta sofistika za pogubno. Ampak kaj pravzaprav je zdaj v tej materialistični filozofiji, iz česa je sestavljena? Da, tile filozofi, materialistični filozofi, zanimivo, kako iz njih se je potem razvila v 19. stoletju materialistična ideologija. In tukaj nastane vprašanje, kaj je to materialistična ideologija. In sicer ideologija nastane tako, da človeški duh, ki nasprotuje neskončnemu in večnemu Bogu, svojo globalno voljo napačno, brezmejno poveča svoj idejni projekt v logični optiki. Torej tako nastane ideologija. Ne?
tukaj bi omenil torej praktičen primer, recimo mladeniča oziroma moškega, ki je star 20 let in tehta 70 kilogramov, on hoče spremeniti spol. Ne? V njegovem telesu je, kakor pravi biološka znanost, okoli 100 000 milijard moških celic. Ker če je bila prva celica moška, potem so vse celice bile torej moške. Ne? Če je bila prva celica ženska, potem so vse celice ženske. Ne? Zdaj ta človek se ne zmeni za biološko znanost, da ima torej 100 000 milijard moških celic, ampak on sprejme ideologijo spola in hoče spremeniti spol z nekimi postopki, ki meni pravzaprav niso znani, kako potekajo ti postopki, ampak da bi on spremenil spol, bi moral uničiti 100 000 milijard celic. To se pravi, on bi moral uničiti samega sebe. Ne? To se pravi, on z absolutno voljo povečuje v neskončnost ta idejni projekt ideologije spola. Ustvari s tem optični privid, neskončni optični privid. Ta neskončni optični privid je praznovirje, je ideologija. Ne? Torej, ideologija je proti naravi razuma, proti optiki razuma, je proti naravi razuma, je proti naravi človeške osebe, in potem hoče preseči stvarnika, ker stvarnik je ustvaril to čudovito človeško telo, ki je, kakor so dejali cerkveni očetje, je že neki mikrokozmos, torej je vesolje v malem, je povzetek celotnega vesolja. Torej on hoče preseči stvarnika. Ne? Torej to praktični primer pokaže, kaj so to ideologije. Ne? Torej ideologije so in tudi materializem kot ideologija potem, torej je proti razumu, je proti človeški naravi in seveda proti Bogu. Ruši pravi red človeškem razumu, naravi človeške osebe in potem seveda tudi v družbi, torej in stvarstvu. Ne? Ker ideologije so proti Bogu stvarniku in s tem so seveda takoj proti Bogu, ki je tudi proti človeku, saj je človek ustvarjeno bitje. Ne? Torej ne more prestopiti svojih meja, vse zastonj. Mislim, da je sedaj v Evropi, menda celo priznanih 40 spolov ali nekaj takega. Ne vem, koliko jih je to v naravi potem, če jih je toliko resnično, ampak Evropa jih priznava 40 spolov, ne samo moški in ženska, ampak imamo tisto LG, BTQ, queer, ne vem, vse mogoče stvari so, 40. In se gre na to, da pač ne bo več ne moškega, ne ženske, ne, da bo številke starš 1, starš 2, prepovedano bo nekoga nagovarjati z gospodična ali podobno. In je tu ta razvoj, kot vi pravite, da nima to neke osnove v pravi modrosti, sploh pa ne božji modrosti. Gre pa seveda v to smer in to prihaja tudi v šole. In pa še ena stvar v zvezi s tem, kar ste vi povedal, je žalostna, da je ravno zadnjič ena oseba povedala v medijih, da je žal, da si je spremenila spol in kako se je to dovolili, ker je bil še, ne vem, mladoleten in da jih pozna več kot 100 teh, ki so si spremenili spol s pomočjo teh operacij in vsega tega, pa jim je zelo žal, da so to storili. In to je, seveda potem, prej so bile tragedije, kasneje so tragedije, tako da je to zelo težko vprašanje. Da, to je zelo težko vprašanje, ker tukaj ljudje častijo nepojmljivo velike optične privide, torej fata morgane. In tudi materialistična ideologija imate fata morgane. Najbolj očarljiva fata morgana materialistične ideologije je obljuba o materialističnem raju. Ne? Torej, materialistični raj je obljubljena dežela, v katero bo
ta ideologija pripeljala narode in celotno človeštvo. Ne. Torej vidimo to fatomorgano, torej tega materialističnega raja, kako je to vplivalo tudi na nekdanje katoliške in krščanske narode. Ne. Če lahko z vami eno misel še povem, da mogoče nadgradim ali pa pač nekako še podaljšam to razmišljanje, ker ne bi lahko mi preprosto rekli, da gre za laž. Se pravi, ta sofistična modrost in vse te stvari gre enostavno za laž. In kdo je oče laži, pa vemo. Tako da ta duhovni svet je pod lažjo medijev in tisti, ki medije kontrolirajo in želijo, imajo seveda načrt, doseči pri ljudeh nekatere laži, ne? Ker laž je tista, ki zdaj na nek način v vsem tem zmaguje oziroma prevladuje in ljudje potem verjamejo. Ali lahko govorimo o laži tudi tukaj? Torej, papež Benedikt je rekel, moč zla je laž, moč zla je laž. Torej, tukaj gre za prevare, ne? Ker vidite, da gre tudi proti znanosti, to gre proti biologiji, proti molekularni biologiji. Torej, ideologije ne poštevajo znanosti, ampak ta tako imenovani znanstveni pogled na svet materializma je vse kaj drugega kot znanost. Ne? Torej, tukaj gre za velike prevare, s katerimi je povezana, sedaj, če bo šel ta naprej ta razvoj, povezana sploh usoda narodov, nadaljnji obstoj narodov, ker borba proti stvarniku je borba mušic proti soncu, ne? Je proces samouničenja in to se vidi. Iz tega se potem razvija tudi ta kultura smrti. Ne? Gospod profesor, recimo zdaj v tem času covida so veliko znanstvenikov je imelo tu pomisleke, so se organizirali, podpisali razne, ne vem, milijon znanstvenikov je podpisalo tisto Beringerjevo, ali kako se že imenuje, tisto neko konvencijo ali kakorkoli. Ampak niso prišli skozi v medijih. Stalno se govorilo, ja, zaupamo stroki in mediji so kreirali to zgodbo na nek način brez nasprotne strani. Če je nekdo malo drugače razmišljal, je izgubil licenco, bal se za svojo službo in rekel, mediji so podpirali samo eno stran. Ne? Če bi bili mediji pravični, bi podpirali tudi tiste, recimo sam ustanovitelj mRNA tehnologije, Robert Malone, je zdaj kot anticepilec ožigosan. Ne? On pa je to izmislil, on ima patent za to v rokah svojih. Ne? Ampak on je zdaj kot neki nasprotnik tega. Tako da vrhunski znanstveniki so bili sedaj utišani in ena stranska, recimo, laž je pa prodrla potem v javnost. Da, tu v ozadju je zmaj. Zmaja nihče ne more premagati razen Kristusa in brez molitve tega ni mogoče premagati. Torej, znanost, ki se je imela za vsemogočno, poglejte zdaj, kakšen poraz doživlja, ker je padla v roke ideologije, materialistične ideologije, je padla v roke teh gospodarjev, te materialistične ideologije, o kateri smo govorili. Ne? Teh pa ni mogoče premagati brez molitve, brez delovanja Svetega Duha. Nobeden ne more premagati zmaja. Vse zastonj so razprave in debate in torej, kar ste vi omenjali, te pritožbe in tako naprej. To ne prodre, ker vlada na to materialistično civilizacijo, vlada ognjeno rdeči zmaj. On se požvižga na vse debate, torej razprave, ker on je veliko močnejši. On je neizmerna sila, samo Kristus ga je premagal. Mi moramo to vedeti. Kot katoliška cerkva bi morali to vedeti, torej in organizirati torej to fronto molitve, s katero izvlasti molitev rožnega venca, ki je vrvica, s katero bi Marija s to slabotno vrvico bi zvezala zmaja. Tega pa ne delamo. Zakaj se potem čudimo, če zmaj gre naprej? Ni se treba čuditi. Glavna napaka je pri katoliški cerkvi. Vidimo, kako je ta materialistična v zgodovini, ta materialistična filozofija pripeljala do največjih diktatur
v komunističnem svetu in kam nas pa pelje zdaj ta današnja, moderna, materialistična smer človeštva. Kam nas bo to pripeljalo? Da, o tem je ta papež Pij razmišljal, ampak jaz bi to preložil na neko drugo oddajo, ker moram najprej govoriti o tehničnem ali tehnološkem pojmovanju življenja. Ne? Torej imamo ta veliki napredek naravoslovja in potem vseh izkustvenih ved v novem veku, torej ta cela veriga novih odkritij, torej iz katerih potem je nastala industrija in potem vedno zaradi teh tehničnih odkritij, znanstvenih odkritij se je potem spreminjalo potem tudi mišljenje ljudi. Torej imamo ogromen znanstveno-tehnični napredek v novem veku, kakršnega še ni bilo, ampak to je potem vplivalo tudi na vsa ostala področja. Ne? Torej imamo rast gotovo, ampak to tehnično oziroma znanstveno-tehnično napredovanje, ki je bilo res ogromno, je pa spremljalo duhovno in moralno nazadovanje ljudi, ker so se toliko ukvarjali s tehniko in znanostjo, da so potem zanemarjali duhovni in moralni razvoj. In to je povzročilo potem veliko neravnovesje v sami civilizaciji, zaradi katerega trpijo narodi, zaradi katerega sedaj trpi v svet. In gre proti temu, kar ste vi skušali nakazati in o čemer je govoril tudi ta papež Pij XII. Gre za neuravnovešeni napredek, torej v novem veku. Ne? Ravno zadnjič sem se peljal z avtomobilom in sem opazil, da vsi ljudje, čim imajo malo časa, sprehajajo psa ali čakajo na avtobusu ali se celo sprehajajo skupaj s partnerjem, gledajo v telefon. In ta tehnologija telefona oziroma pristopa do interneta nas je zasužnila. Po eni strani je res to, da imamo en izvor informacij kot nikoli doslej. Tako da, kar se tega tiče, lahko rečemo Bogu hvala za internet. Ampak po drugi strani pa smo ovirani. Recimo, če greš na Facebook in imaš nekaj, recimo, bodi si, ne vem, nekaj, kar se jim ne paše, te zbrišejo. Jaz sem non-stop tako imenovani, ne vem, takoj me dajo za 90 dni v neko najnižjo raven, da me nihče ne vidi. Se pravi, gre za neko usmerjanje misli. Nekdo, ki obvladuje ta telefon in informacije tam, vpliva potem na ljudi. Ne? In to je zdaj še večji vpliv preko interneta in pa tega pametnega telefona na človeštvo, na vse ljudi. Vsi gledajo v to, v šoli, izven šole, starejši, mladi in ta vpliv bo še samo večji, gospod profesor. Da, to je vpliv materialistične civilizacije, ker gre tukaj, kot je rekel Pij XII, za enostranski napredek. In ta enostranski napredek, je rekel, je rak. Kakor če v človeškem organizmu raste samo en ud, recimo, da raste samo leva noga, potem tista noga s neurejeno rastjo, z rakasto rastjo, potem uničuje organizem. Torej, tukaj imamo enostranski razvoj, torej pospeševanje tega znanstveno-tehničnega napredka, ampak ne pospeševanje duhovnega in moralnega napredka, ker ta je potem prišel, torej ta napredek znanstveni, tehnični je prišel, o čemer sem govoril, pod vpliv te materialistične civilizacije. Torej je pospeševal rast materialistične civilizacije, kar se prej še ni tako jasno kazalo v 18. 19. stoletju, so bili ljudje grozno navdušeni nad tehničnimi iznajdbami. Niso še opazili te enostranske rasti, ampak v 20. stoletju se je že pokazalo to veliko neravnovesje, zaradi ki ogroža, torej da bo pokopalo to civilizacijo. In kaj pravi Pij XII na to,
ko sva ga omenjala prej na ta tehnološki razvoj, ki kvari, verjetno tudi zaradi tega, ker nekdo usmerja spoznanja in daje denar za določena spoznanja oziroma tudi skriva spoznanja, da jih kasneje uporabi za večje obvladovanje človeštva. Kaj pravi Pi-12 o tem tehnološkem razvoju? Da, o tem tehnološkem razvoju najdemo veliko. Torej v njegovih govorih on se je soočal s to znanstveno-tehnično civilizacijo, torej je študiral razne stvari in tudi znanosti. Torej, kot sem omenil, je to enostranski napredek, neuravnovešen napredek. In Cerkev pravi, bi morala biti kot protiutež temu enostranskemu napredku, bi morala biti protiutež svojo duhovno, moralno silo, torej to je Cerkev skušala delati v zadnjih stoletjih, ampak v 20. stoletju pa ta protiutež Cerkve je bila premajhna, zato je prišlo zaradi tega enostranskega napredka, pravi, je prišlo do svetovnih vojn. Ne? In zanimiva je ta izjava, pravi, novo poganstvo je docela materialistično in potem pravi tudi tole, torej druga svetovna vojna z mrtvaško zgovornostjo kaže, kaj zmore človek, ki misli samo na materijo. Torej, z mrtvaško zgovornostjo kaže, kaj zmore človek, če misli samo na materijo. Cerkev enostavno je premalo močna v današnjem svetu. In kako naj zdaj spremeni to razmerje moči, ker nasprotnik stavi vse na silo, na moč, na oblast na nek način, na obvladovanje, na materialno, kako pa naj cerkev se izvije iz tega podrejenega položaja in vzpostavi neke vrste ravnotežje v svetu, tudi da se sliši njen glas. Da, tukaj bi omenil okrožnico Pija 12. Romanje v Lourdes, ki je išla leta 1957. Torej, v tej okrožnici piše, da materializem se širi v vseh slojih, torej družbe, in potem prodira v vse narode na svetu, torej in potem našteva, da se kaže v kultu, materializem se kaže v kultu denarja, v kultu človeškega telesa, v kultu uživanja, v lakomnosti, v pridobivanju samo zemeljskih dobrin, torej popolnem zanemarjanju duše in večnega zveličanja. Ne? Pravi, zato se je Marija prikazala v Lourdu in sicer proti materializmu, ker takrat je bil ideologija materializma že bila na pohodu v drugi polovici 19. stoletja. Torej, in je spodbujala k molitvi in pokori, k spreobrnenju in zlasti k molitvi. To je bil poseg iz nebes in torej isto tudi v Fatimi. In potem v Medžugorju imamo te velike posege, ker Cerkev bi morala, krščanski narodi, bi morali vzpostaviti močen primat molitve, to se pravi primat duha, primat molitve, primat svetega duha, ker samo v svetem duhu se moramo zoperstaviti tej materialistični civilizaciji. In Marija je po Božjem načrtu prišla iz nebes in nas spodbudila v tej smeri, ker samo z duhovnimi orožji, se pravi molitve, pokore, torej dobrih del, se lahko borimo proti tej materialistični civilizaciji in zmagujemo z Božjo močjo, z močjo svetega duha. Zato v tej okrožnici, torej človekov odrešenik leta 1979, Janez Pavel II pravi, da češčenje svetega duha, pridi, sveti duh in spremeni obličje zemlje, je odgovor na vse materializme našega časa. Vidite, tukaj je odgovor na vse materializme našega časa.
Torej, hvaljen Jezus in Marija. Torej, kot zgleda, sva zaključila današnje razmišljanje o materializmu in Piju XII. V svojem imenu, pa v imenu naših gledalcev, vernih, pa tudi nevernih, se vam zahvaljujem, gospod profesor dr. Ivan Pojavnik, za to vašo enkratno in res to integralno reševanje vseh teh problemov in ta vaš izreden pogled na duhovnost, pa tudi na današnjem materializem današnjega sveta, probleme in rešitve, ki pa je bila pri vašem podajanju, mislim, da vedno samo v spreobrnenju in molitvi. Hvaljen Jezus in Marija in hvala vam, pa upamo, da se še vidimo in slišimo. Spoštovani gledalci, če ste poslušali in gledali, poslušali srcem in gledali to oddajo, ste zaslutili velikanske globine cerkve in njenega oznanjevanja in Božjega delovanja v svetu. Zato je čas za nas vse, da se resnično oklenemo Boga in zavrnemo materializem. Vse dobro in nasvidenje.